ki pač je. Ne. In tukaj gotov je, no, je, ker seveda rabimo tudi sočloveka zraven, no. Jaz znam rekel, da rabimo čisto utipljivo z nekom govoriti pa nositi skupaj križ, ne. Da je še težje, če si sam, kljub temu, da imaš vero, no. Mislim, jaz tukaj vidim tudi to, no, kako to Taisino trpljenje nam res lahko pomaga razumeti samo Jezusovo trpljenje. Ker tam, to v srču je bila ljubezen, tudi v Jezusovo trpljenje. Ne? In tukaj zelo nazorno to pokažemo. In to je tist smisel, to je tist, kar da kvaliteto v življenju. Ja, izkušnja mogoče biti pred kratkem, ko sem postala v Volenco, hčerka od moje prijateljice od mladostnih let, ko se je kasneje ugotovili eno hudo bolezen, ki je pred njo res hudo zdravljenje z negotovim izidom. In ko so bile na vezi po telefonu, mi je rekla, da res je to nekaj zelo hudega, ko zveš to. Ampak jaz sem našo punčko, 3 leta je stara, Mariji izročila. In ko je prišla naslednjič v mojo ambulanto, tako kot prej, mislim, se je videlo, v bistvu vse jih jo skrbi, ampak en tak let mir v njej, ne. En strah pred prihodnostjo, tudi ta mamica opisuje ta strah, ampak sej tudi Jezus v vrtu v Gecemani, ko je bil grozen strah, ko je bil Bog, ne. Jaz mislim, da vera nam lahko v teh trenutkih zelo veliko pomaga. Se pa sprašujem, kako, če bi bila jaz na takem položaju. Meni oseben, recimo, vera veliko pomeni. Se zavedam delovanja Boga v svojem življenju, ampak se sprašujem, če je bila v taki situaciji, kako bi pa jaz odreagirala. Ampak nekaj pa sem že prepričala, da sem tudi tisti, ki ne verujejo, mislim, da so tako rečete knjige, ne, tisti, ki ne verujejo, da tudi tistem Bog pomaga. Edino merilo pa je ljubezen. Mogoče imel kdo še izmed vas kakšno vprašanje, misel? Se več poveda, da nismo, ne? Mene mogoče to zanima, kako je knjiga prišla do vas, recimo, da ste jo prevedli, da ste se učili, da jo prevedli. Sodelavca založbe je videl na Facebooku, da je nekdo priporoča, Francoz, zdaj jo zelo priporoča in jo je prebral in je prišla do mene. In jaz sem videla, da tudi po tej poti, no, ko sem se zagrizla v to, no, sem mislila, da to je res težko, mislim, pretresljiva je, no, to je dejstvo in tukaj se ne moramo izogniti solzam, no, vsaj mamice, recimo, upam si reči res, no, da je tako. Ampak sem vedela, da to ni sam biografija, ampak da je to eno bogatstvo noter, no, da je taka res dragocena knjiga, no. In na koncu nisi žalosten, ne? Ne. Koliko optimizma v njej. Prejokaš, ne, saj to je ena realnost, smrt in to, ampak res tako neverjetno. Jaz bi rekla, ne, pa če vemo, da imamo večnost pred sabo, tukaj sicer zelo ne omenja, ni besede Bog, ne. Res jo lahko bere kdorkoli, no, in tudi zazna to ljubezen, ki žene naprej. Meni je bilo zelo lepa ta misel, da ni važna dolžina življenja. Je lahko v bistvu samo par let, ampak tista kvaliteta, ki je tam. Spomnim, ko mi pred 10 leti ste mi v 5 tednih oba starša umrla in najbolj je meni takrat potolažen misel nekoga,
ne veš koga, ki mi je rekel, da bod hvaležna za vse tista leta, ki si jih preživela z očetom, to mi je smrt očeta nekdo rekel. V bistvu tista modrost imeti vse, da si tudi hvaležen za vsa ta leta, ki si jih preživel z otrokom, ki umre. To mislim, da res lahko dar. Najbrž se vsi srečujemo, ali s svojimi otroci, ali pa tudi starši, ki izgubijo svoje otroke naenkrat. Mogoče ne bo preveč. V čem je tista dragocenost pričevanja te pogumne francoske mame? Tako, če bi malo optimistično končale. Kaj je treba to knjigo prebrati? Ona tako iskrena. Prvo to o vsem spregovori, o vsem si upati reči. In tako res lepo pokaže, kaj je ljubezen konkretno po teh dejanjih in kaj je ta sreča, da se ste videli, kako žari, pa kako je to možno. No? To, ona nam to da v tej knjigi, no? To srečo v teh drobnih trenutkih. Ja, vse. Mislim v bistvu, da lahko čisto vsak nekaj potegne iz te knjige, z različnih, najbrž v različnih situacijah. Meni oseben, že ta misel, ki jo izgovori ta mamica, ko pravi, da bom danes nehala razmišljati o tem, da danes ne bom razmišljala o tem, kaj se mi v prihodnosti lahko neprijetnega zgodi, ampak se bom veselila vseh drobnih, srečnih trenutkov, taka modrost za vsaka, jaz mislim. Pa, to mi je bilo tudi tako lepo, ko je po 9 mesecih prvič peljala mlajšo sestrico z vozičkom, sta šla. Rekla, to je božanski občutek, da lahko hodim čisto tako, normalno, z vozičkom, z vetrom v obraz. Kdo od nas se tega zaveda, ko hodimo z otroki okrog? Ali pa, ko je ta deklica postopno izgubljala vse ta čutila, nas sprašuje, se zavedamo, a znamo biti hvaležni za vse tisto, kar imamo, da vidimo, slišimo, čutimo. No, ona je tudi, kako je sprejemala smrt, no? Ker jim je že enkrat nehala dihati, ne? In takrat je ona rekla, ne še. In je res prišla nazaj. In od takrat, ko je spet začela živeti, se je za to mamico, za Andofin, se mi zdi, takrat začela ena taka intenzivna šola ljubezni. Takrat je ona začela spoznavati, kaj je to punčko držalo gor. In zakaj ta punčka to tako živela, tako sprejemala to bolezen in tako iskala te poti, da se je še zmogla igrati pa zaznavati. In pravzaprav, ko je Andofin dojela to ljubezen, ne, potem punčka umrla, tako in je bila hvaležna. Mislim, lastna mamica se je otroku hvala, ne, za to, kar si, za vso to ljubezen, ki si nam jo dala, pa pokazala. Bi mogoče še kdo imel kakšno izvolite? Mogoče samo to, ker ta knjiga je v Franciji res uspešnica, je bilo prodanih več kot 100 000 izvodov, res berejo ljudje in ni pač nekaj, da bi res je polno optimizma in veselja. Tako da res se lahko zjokaš ob njej, ampak je res hvalnica ljubezni. Jaz sem jo pač tudi prebral. To je moj mož, si ga vprašal. Jaz bi še nekaj. No, kolega, ki
se je odeležil, ona dva gresta, pač jo povabijo, pa gresta po Franciji, hodita po Belgiji, sta tudi bila oba mož in žena, Adolfin in Loik, in potem pričujeta, no, v svoji zgodbi. In tam je rekla, da dobiva ogromen pošte, tako e-maile, navadna pisma, in je rekla, da je enkrat ena mlada punca se je prav zahvalila, rekla, hvala za to knjigo, za to vašo zgodbo, jaz sem popolnoma izgubila strah pred materinstvom. Sem videla, da je to, je rekla, da je to možno, ne, da je tako res na vseh koncih, ne, se mi zdi, vsak za sebe dobi eno hrano tukaj noter. Jaz se spomnim kolegice, ki dela na intenzivni negi, da se bojim imeti otroke, ker pride toliko enega trpljenja. In po mojem res v svetu, marsikdo se boji imeti otroke s tistim razlogom. Da dejansko je modrost, da znaš sprejeti življenje tako, tisto, kar ti prinese. Predlagam, da pogovor zaključimo še z eno glasbo, prosim. avtorica je pa Edna Bomberg, pa se mi zdi v bistvu res ta prava za tole mamico. Naslov je Posebna vrsta mama. Ste se kdaj vprašali, kako so izbrane mame za prizadete otroke? Mislim, da si lahko predstavljam Boga, kako daje navodila angelom, ki si vse lepo zapišejo posebno velik seznam. Bog navaja imena mater, čez nekaj časa pa se ob enem od imen nasmehne in pravi: dajmo tej materi prizadetega otroka. Angel se vznemiri: zakaj prav tej, Gospod, tako je srečna? Prav to je tisto, z nasmehom odvrne Bog. Ali misliš, da bi mogel dati prizadetega otroka materi, ki sploh ne pozna veselja? To bi bilo preveč kruto. Pa si dal kaj potrpljenja, vpraša angel.
Nočem, da bi bila preveč potrpežljiva, ker se bo sicer utopila v morju samopomilovanja in bolečine. Ko bo enkrat premagala šok in jezo, bo zagotovo zmogla vse. Toda, Gospod, mislim, da ta ženska sploh ne veruje vate. Bog se spet nasmehne. To sploh ni pomembno. Zato bom že poskrbel. Ta gospa je izjemna. Obdarovana je celo zdravim egoizmom. Angel ostane odprtih ust. Egoizem je to vrlina. Bog prikima. Če se ne bo zmogla občasno ločiti od otroka, ne bo preživela. Da, prav to mater bo blagoslovil z nepopolnim sinom. Ona se tega sicer še ne zaveda, vendar pa ji bodo kmalu vsi zavideli. Dovolil ji bom, da bo jasno videla stvari, ki jih vidim jaz. Neolikanost, krutost, predsodke. In pomagal ji bom, da se bo mogla dvigniti nad nje. Nikoli ne bo sama. Jaz bom ob njej vsak trenutek vsakega dneva njenega življenja, ker bo nezmotljivo opravljala moje delo, kot bi bila ves čas ob meni. Kdo pa bo zavetnik, vpraša angel, ki mu je pisalo ostalo v zraku. Bog se nasmehne. Dovolj bo ogledalo. Hvala lepa, ker ste to prišli. V imenu založbe se zahvaljujem obema gostjema za vajene misli, gospe artistki za glasbo in vam, ker ste si vzeli čas in ga delili z nami. Pri sodelavki v preddverju je na voljo knjiga, danes tudi po posebni ceni, verjamem, da vas bo zamikala. Predvsem pa vsi skupaj lepo povabljeni še na prijazen klepet in druženje, pa izmenjavo kakšnih misli. Hvala lepa.